Pozdravljeni v oddaji Ambienti. Danes si bomo ogledali hišo v Goriških Brdih, ki je obnovljena, ohranja dragocene spomine. Predstavili vam bomo, kako si je mlad par v hiši staršev uredil mansardo in stanovanje, ki je opremljeno po meri mladega poslovneža. Kdor pozna svojo preteklost, lažje premaguje izzive sedanjosti in mirneje zre v prihodnost. Rodbinske korenine so družino Brataševec pozvale k prenovi domačije. Hišo so spremenili v mogočno vilo, strm prepad pa v ekološki nasad. V Kozani, vznemirljivi vasici obdani z griči in vinogradi, se v nebo vzpenja zvonik ob cerkvi svetega Hieronima, ki so ga obnovili po načrtu Jožeta Plečnika. Lučaj stran je turistična vila, ki so jo zgradili na mestu stare propadajoče domačije. Vila je umeščena v vaško jedro, zato so glavne smernice zanjo podali na Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Pred rušitvijo stare in izgradnjo nove hiše je arhitekt Boštjan Ukmar izdelal idejni projekt, poskrbel za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja ter projekt za izvedbo z nadziranjem gradnje. Rezultat gradnje v območju ohranjanja kulturne dediščine sta tudi dva obraza hiše. Bolj zadržan proti cesti, pa bolj odprt proti dolini. Proti cesti smo tako ohranili to klasično staro kompozicijo fasade z majhnimi okni in polkni, proti dolini pa smo črpali iz tipologije gradnje gospodarskih poslopij v Brdih, za katere so značilne velike odprtine, to so neometane površine, navadno obite z lesom, ki ustvarjajo kompozicijo, ki je veliko bolj odprta kot kompozicija stanovanjskih objektov, ki smo uporabili proti cesti. Tako smo lahko tudi opravičili tole veliko stekleno površino, ki gleda zdaj proti dolini. Gospod Boštjan, v notranjosti hiše nas preseneti vertikalni jašek. Zakaj ste se odločili zanj? Zaradi tlorisnih omejitev hiše mi nismo mogli prostora razvijati horizontalno. Zato smo se odločili za vpeljavo vertikale, ki prebada vse 3 etaže. Tako je nastal tale svetlobni jašek, ki gre od kleti do nadstropja, še več od vodnjaka do strešnega okna, tako da poveže nekako zemljo pa nebo. Arhitekt je veliko časa posvetil detajlom in sodobni interpretaciji stavbnih elementov značilnih za Brda. Nasadila za polkna so izdelana po naročilu. Pri stavbnem pohištvu je les zamenjal aluminij. Močan arhitekturni pečat hiši daje element briškega dimnika, v katerega so speljane vse inštalacije. Za opremljanje prostorov pa je investitor poskrbel sam. Kakšna zgodovina je zapisana v zidovih te stavbe? Ja, kar zanimivo vprašanje, ne? Ta hiša ima res, lahko bi tako razdelili to zgodovino na 2 dela, in sicer prvo ta družinski del, drugo je pa tudi del te, ker pravzaprav ta hiša je tudi pomembna tudi za to vas, Kozana. Namreč družinski del je ta, kajti v tej hiši je bila rojena moja mama 1935. Še prej pa je pomembna zaradi tega, ker je moja pranona kupila tukaj to hišo od svojega lastnega očeta in 1920. Postavila že trgovino. Pranona je imela svojo trgovino že prej na placu. Ko je pa 1920 kupila to od svojega lastnega očeta, to hišo, kjer so že prej tudi živeli, je pa preselila to trgovino na to lokacijo. In istočasno, ko je naredila trgovino, so naredili tudi pekarno, zato je bila pomembna za celotna Brda, kajti bila je prva pekarna v Goriških Brdih. Glede na spomeniško varstvo tega območja ste imeli gotovo več stroškov z rušitvijo in gradnjo objekta, kot če bi to hišo zgradili na nekem drugem območju. Zakaj ste se vseeno odločili, da ohranite hišo tukaj? Imeli smo možnost postavljati hišo na novo na različnih lokacijah, vendar sva hotela oba z Mirando, da se postavi na tisti lokaciji, kjer je že bila. Kajti pomembno je pri družinah, da se držiš nekih korenin, da ne pozabiš, od kje izviraš, da ne pozabiš tistega, kar so tvoji predniki ustvarili. Kajti le človek, če pozna dobro svoje korenine, potem ima tudi prihodnost bolj čisto, jasno in tako naprej. Lažje dela svoj posel, ker pozna, kaj se je dogajalo pred tem. Vi pa ste najbrž kot ženska z okusom poskrbeli za notranji del opreme.
Ja, jaz sem se vključila res v tem delu, ko je bilo že sezidano, pripravljeno, potem pa me je Nedjan povabil, da mogoče sodelujem malček pri samih artiklih pa opremi. Moram reči, da smo se pa res poudarek dali na lesu in na kamnu. Na kamnu zaradi tega, ker je hladen, ampak prav pride upoštev seveda poleti, se pravi, da se tla in okolica ne preveč pregrevajo. Po drugi strani pa les, ki je hkrati topel, domač, izraža to toplino in tudi naše stopnice so pravzaprav iz tega primorskega lesa, torej iz primorskega hrasta. In ne vem, če veste, tudi tle v Brdih je bilo veliko hrasta posajenega pred leti. In tako da tukaj tudi imena sama Dobrovo, Cerovo, torej izhajajo iz vrste hrastov. Torej, tako da temu smo tudi hoteli dati poudarek. Drugače pa seveda je velik, torej razni elementi, kot je notranje, torej pohištvo. Smo ohranili to, kar je bilo že prej, torej od none pa od tet in smo dali restaurirati, tako da se pravi z notranjo moderno arhitekturo smo vklopili elemente torej starih korenin in smo hoteli to povezati. In to smo dodali pridih z različnimi tudi artikli, ki jih prinašava iz različnih koncev sveta, se pravi, da sva hotela to hišo umestiti, poleg tega, da je situirana tukaj v Goriških Brdih, ampak neko globalno noto dodati. In najino dušo seveda s tem, ker midva rada potujeva in sva te elemente, te kose pohištva zbirala in jih pošiljala in prinašala iz različnih koncev sveta in to želiva deliti tudi z našimi gosti in to se mi zdi tak doprinos in to je najina duša. Tudi vodnjak je tradicionalni element Goriških Brd. Imeli so ga v marsikateri hiši, da gospodinjam ni bilo treba hoditi ven zajemati vodo. Obnovljeni vodnjak v vili je skozi pohodno steklo viden iz vseh nadstropij. Prav steklo je tisto, ki na simbolni ravni vodnjak in globino zemlje spaja s širnim vesoljem. Hiša ima poleg 2 spalnic, 3 kopalnic, savne, dnevne sobe in sodobne kuhinje s prostorno jedilnico, tudi s sredozemskimi dišavnicami obraslo teraso, ki je povezana z letno kuhinjo in manjšim bazenom. Za ljubitelje leposlovja in zgodovine je v stavbi knjižnica, v kateri pa hranijo tudi arhivske listine, med njimi knjigo dolgov, ki jo je vodila Nedjanova pranona. Poleg tega je pa tudi moja babica bila edina babica, porodničarka v Goriških Brdih in je na svet v tistem času, ki je ona delovala, spravila preko 600 otrok. Pomagala jasno pri porodih. No, ona ima tudi dnevnik, v katerem so vsi zabeleženi, vsi porodi, vseh teh letih, ki je bila ona aktivna v Goriških Brdih. Družina Brataševec ima v nasadu 300 oljk. Oljčnik bi lahko razširili proti gozdu, a so se odločili, da čim manj posegajo v naravo. Gospod Timon, vi ste močno povezani z briško zemljo. Pri vaši domačiji skrbite za oljke in tudi za nekatere druge rastline. Ja, tako je. Skrbim za oljke tukaj kot vidite, v nasadu, ki ga imamo tle, ki smo ga preuredili iz starega vinograda, ki smo ga imeli na tem koncu, smo pač preuredili v terase in kasneje posadili oljke. Imamo več različnih sort oljk in pri hiši tudi sadje domače, različno vrst sadja. Medtem ko nekaj smo pripeljali različno sadje, da smo pridobili stare sorte, kot so recimo marelice, flokarje smo iskali v Avstriji, da smo jih najdli, pa breskve v Veroni in tako da smo se odločili tukaj, da bi naredili prav en svoj del, ker je na svojem koncu prav pač oljčnik, da bomo imeli za ekološko olje. Trenutno smo v najbolj sušnem obdobju leta. Kako ste uspeli prepričati travo, da je tako zelo zelena in tudi oljke so videti kar nekako živijo? Suša jih ne prizadene. Imamo pa tudi namakalni sistem,
ki smo najdli vrtino visoko gor na vrhu in je speljano v tole hišo, ker je zdaj kot družabni prostor in v tele hiši je zbiralnik vode spode in tukaj priteče voda v tale zbiralnik in potem preko sistema, ki ga imamo, računalniški sistem, gre po vsakem kanalu, dodaja oljkam različno količino vode pod zemljo. Pod zemljo, se pravi, ta namakalni sistem je skrit. Je skrit toliko pol metra pod zemljo, ker namaka korenike oljk. In zraven tudi gnoji, se pravi, imamo gnojilni sistem pa namakalni. Ni dvoma, da ste veliko energije posvetili estetiki notranje opreme, ampak ko pogledam skozi okno, se sprašujem, kako da niste ta električni drog prestavili ali nekako drugače te stvari speljali, da ga tukaj ne bi bilo. Se mi zdi, da malo kazi pogled. Ja, to je spet del zgodovine. Če bi ta drog odstranili, pravzaprav bi ga lahko, verjetno ne daleč, ker je to linija električna. Bi tebe ne bilo? Ja, takrat, ko so ga postavljali, namreč je moj oče, ki je bil takrat mlad električist in je prišel montirati ta drog, pravzaprav je bila električna kabina prej tukaj in moja mama, ki je živela v tej hiši, mlada punca, sta se spoznala in tukaj je preskočila ta iskrica, ne samo električna, tudi druga verjetno. Srčna. In mene danes tukaj ne bi bilo, če ne bi bilo tega droga. Tako da je vse nekako povezano, tudi to z našo družino. In mislim, da je en del zgodovine te hiše tudi tisti drog. Zato nekako nas ne moti, moče obiskovalce nekako... Tudi gostom poveva. Tudi gostom poveva to zgodbo. Radi imajo zgodbe in tudi, ko to dodava, potem je to, se mi zdi, to zelo pomemben podatek. Ste dobesedno otrok moderne dobe elektrike. Elektrike, ja. Po oglasih si bomo ogledali stanovanje mladega poslovneža in mansardo opremljeno v črno-belo-sivi kombinaciji. Mlad par je neizkoriščeno podstrešje v hiši staršev spremenil v zavidanja vredno mansardo. Opremila sta jo v neminljivi črno-belo-sivi kombinaciji. Črno-beli kontrast in presenetljivi detajli. Tako bi lahko na kratko opisali stanovanje mladega ustvarjalnega para, ki je prazno podstrešje uredil v svetlo domovanje. Špela in Gašper, danes imata v podstrehi hiše sodobno stanovanje. Kaj pa je bilo prej tukaj? Tukaj je bilo prej podstrešje, namenjeno hrambi različnih sezonskih stvari. Opremljena je bila zgolj ena soba, vse ostalo pa je bilo brez stalnih oblog. Kasneje sva se midva odločila, da si tukaj ustvariva stanovanje po svojih željah, zato sva pričela z rušanjem vseh sten in na nek način odprla tloris stanovanja. Ustvarila sva tudi svoj lasten vhod, ki poteka okrog hiše, dodala nekaj strešnih oken in panoramsko steno. V kolikem času so bila izvedena vsa ta dela? Vsa ta dela so bila izvedena v 2 letih in pol. Menjava strehe, fasade, menjava oken in pa pač opremljanje samega stanovanja. Sta morda ljubitelja šaha ali črno-belih filmov, glede na to, da je stanovanje prevladujoče v črno-beli barvi? Ne, tudi sama nisem pretirana ljubiteljica barv, tako da sem se odločila za črno-belo-sivo kombinacijo, ki je v bistvu neminljiva. Teh barv se nekako ne moreš naveličati in stalno so v trendu, tako da sem potem edino, kar dopolnjujem z barvnimi detajli. Kako ste zadovoljna z bivanjem v stanovanju? Zelo. Počutje je v bistvu super. V začetku sva prostor osvetlila z dovolj bele barve, kar je v bistvu problem v mansardah, ker so pretemne. Tako da sem jaz v začetku načrtovala vso pohištvo v beli barvi.
Kljub temu smo kupili tudi dovolj strešnih oken, da je prostor dovolj svetel. Naknadno pa smo potem mansardo tudi temnili s črnimi dodatki v kamnu, lesu in tako naprej. Gospod Sandi, bi bilo to stanovanje tako prijetno, tudi če ne bi bilo teh strešnih oken? Bom na vaše vprašanje odgovoril malo drugače. Vse te optimalne rešitve, ki jih vidiva tukaj v prostoru, lepo pohištvo, vse te ideje res ne bi prišle tako do izraza, če svetlobo ne bi pripeljali v prostor, tudi v globino. Na čelu imamo sicer neko veliko panoramsko steklo, neko veliko okno, ki svojo svetlobo pripelje v prostor, vendar samo do dnevnega prostora. Če pa hočemo osvetliti še kuhinjo, pa nujno potrebujemo tudi strešno okno. Zaradi višjega kolenčnega zidu so se lastniki tukaj odločili za elektrificirana strešna okna. To se mi zdi kar taka nobel zadeva, ampak najbrž je tudi draga. Bom tudi na to vprašanje odgovoril malo drugače. Električna garažna vrata so nekaj običajnega. Za strešna okna na elektriko pa naj bi bil to prevelik luksus. Pa vendarle strešna okna uporabljamo za zračenje prostorov večkrat dnevno, garažna vrata pa uporabljamo samo zjutraj, ko odidemo od doma, in zvečer, ko avto parkiramo v garažo. Kaj pa se zgodi, če je okno programirano tako, da se odpre takrat, ko nas ni doma in zunaj dežuje? Pomislili smo tudi na to. Vsa elektrificirana strešna okna so opremljena z dežnim senzorjem in ta preprečuje odpiranje okna, ne glede na to, ali je nastavljen program za odpiranje. Seveda vsa strešna okna lahko odpiramo tudi ročno. V primeru, da imamo višji kolenčni zid, pa obstaja palica. Tako da s palico lahko zelo enostavno okno odpremo in zapremo. Zaradi vse večje zrakotesnosti obnovljenih stavb je zlasti jeseni in pozimi velika težava z slabim zrakom v stanovanjih. Kaj priporočate, kako naj pravilno zračimo? Ja, prihajamo v čas, ko zaradi zunanjih nižjih temperatur lahko na notranjosti v prostoru prihaja do kondenzacije. To je čisto normalen fizikalen pojav, ker zaradi vsebnosti vlage lahko na hladnih delih pride do kondenca. Da bi se tega izognili, lahko uporabniki sami merijo zračno vlago v prostoru. Nekje med 40 in 60 naj bi bila normalna. V izogib temu je seveda potrebno zračenje. Pravilno zračenje pomeni, da moramo večkrat dnevno za nekaj minut odpreti okna, tako ne bomo izgubljali energije. Pri podjetju Velux ponujamo tudi lokalni rekuperator, ki se montira na zgornji del strešnega okna. Namestitev je zelo enostavna, prezračevalni sistem zagotavlja nad 75% izkoristek toplote in učinkovito uravnava vlago v prostoru. Prednost lokalnega prezračevalnika je v tem, da se temperatura regulira na posamezen prostor in ne centralno. Posebno načrtovanje prostor nad stopnicami, kjer imata malo knjižnico. Pozimi tam postavita leseno jelko. V dnevnem prostoru sta dvignila strop in v ta del umestila unikaten panel, ki sta ga izdelala iz serijskih stenskih poličk. Električar je dodal le svetilo. Za WC papir v kopalnici je niša skrbno premišljena in ne potrebujeta dodatnega držala za toaletni papir. Pralni in sušilni stroj sta dobro skrita v vgradno omaro. Kopalniško steklo sta polepila z različnimi napisi pozitivnih misli. Lastnika pravita, da so kot nekakšna hišna pravila. Središče prostora je obojestranski kamin, ki je pozimi zelo funkcionalen in poleg talnega gretja ogreva celotno stanovanje. Na stranskem delu je zaprt z vrati, ki tvorijo navidezno vinsko vitrino, v resnici pa se za njimi skriva prostor za shranjevanje drv. Jaz sem si v bistvu v začetku želela te okrasne nape, ampak potem, ko sem šla v trgovino in jih ogledovala, sem ugotovila, da imajo določen stopinjski kot, ki bi mi vzel še prostor nad glavo, tako da sem v bistvu doma načrtovala in premišljevala, da bi v poštev prišla tudi čisto klasična napa, samo da bi jo potem pokrili s stekleno ploščo in pač namestili nekaj vodil. Vam je pri oblikovanju in opremljanju prostorov pomagal kak strokovnjak? Ne, v bistvu sem notranjo opremo izrisala po svojih lastnih željah, nekaj idej sem dobila na internetu, v oddaji Ambienti, Pinterestu, predvsem pa sem izhajala iz sebe, ker imam rada čiste geometrijske oblike, tako da sem sama doma risala vse projekte, jih odnesla v bistvu mizarjem in vsem, ki so pomagali pri notranjem opremljanju stanovanja,
tako da so potem oni v bistvu sami to malo prilagodili in ustvarjali to, kar sva si zamislila. Vas zanima, kako je videti stanovanje mladega poslovneža? Takšnega, ki živi hiter življenjski slog, obožuje lepe reči, se veliko druži in ukvarja z različnimi športi. Enega takšnih možatih stanovanj si lahko gledate v naslednjem prispevku. V prvem nadstropju neupadljive ljubljanske vrstne hiše je bilo včasih študentsko-najemniško stanovanje. Danes pa v njem živi mlad poslovnež. Ogledali si bomo, kako je s pomočjo arhitektke Nine Steiner uredil svoj novi dom. Gospodična Nina, v tem stanovanju ni težko ugotoviti, da je opremljeno za, jaz bi rekel, alfa samca. Res je. Ja, kako to dosežete? Tle smo bolj sledili industrijskemu slogu, tudi njemu je bilo všeč nekak tak loft občutek. Najprej mi je pošiljal slike newyorških loftov, ko imajo ponavadi visoke prostore, opečnate stene. Zdaj tukaj smo bili omejeni s prostorom, ampak mislim, da smo tudi ta občutek možatosti vnesli tudi v tole domovanje. Smo pa nekako sledili industrijskemu slogu, ki ga zaznamujejo taki robustni detajli, veliko kovine, temnejše barve, navidezno obrabljeni materiali. Tako da veliko smo se posvečali tem manjšim detajlom. Robustne luči, reflektorji. Reflektorji, tako. Harley Davidson. Tako, kovina predvsem, ja, in ta vintage feeling. Kaj pa, če se ta mladi poslovnež odloči za družinsko življenje, dodatne družinske člane, se da stanovanje prilagoditi novi situaciji? Tako, tudi v to smer smo malo razmišljali, čeprav je rekel, da trenutno še ne, ampak jaz sem vseeno malo namesto njega planirala. Tako da se da ta del, ki je trenutno pisarna, se da tudi pregraditi in lahko postane tudi otroška soba. Tako da tudi to je možno. A pa je imel ta alfa samec kakšne posebne želje, katerim ste morali slediti? Eno izmed stvari, ki si jih je res zelo želel, je bila opečna stena. In najprej smo razmišljali, kako bi to izvedli, bi mogoče tapeto s printom aplicirali, ampak to je vedno plastično in umetno deluje na pogled. Tako da smo želeli pravo opečno steno, za kar smo kupili staro opeko iz ene porušene zgradbe in jo prerezali. Eno opeko smo pač prerezali tako, da smo dobili dva tanka sloja in jo lepili na steno. En razlog je tudi to, da je prostor sam po sebi dosti ozek in nismo želeli preveč debelega sloja opeke lepiti ob obstoječo steno. Drug razlog je pa, da pač stena v resnici ni opečna, ne, se vse en koliko debelo to je, pač šlo je samo za izgled. To je ena zanimiva ideja, kako lahko v hišo novejšega datuma vnesemo kak element, ki da občutek, kot da ima eno zgodovino, eno preteklost, eno dušo. Še en element, ki si ga je on zelo želel, je pult oziroma šank bar, ki smo mu ga lahko omogočili. Zdaj ni višji, ker je umeščen pod okno, tukaj smo bili omejeni z višino parapeta, ampak pult vseeno ima. In da bi ga še posebej izpostavili, ker se ga je tako želel, smo ga osvetlili z enim togdane gledališkim reflektorjem in zelo lepo poudarili. Kako dolgo je potekala obnova in kako je ta potekala glede na omejen budžet? Jaz že osnovno kot arhitekt nekako lažje, ne vem zakaj, razmišljam v okviru nekih omejitev. Tako da tudi tukaj smo bili kar kreativni. Zdaj pač enim kosom, ko so bolj trajni, smo namenili pač več pozornosti in večji budžet. Pol so pa eni kosi, ki so mogoče hitreje zamenljivi, tukaj smo pa se poslužili mogoče malce bolj dostopnih znamk. Je pa tudi res, da smo stanovanje se izvaja fazno, tako da na začetku smo naredili nujne stvari, zdaj pa počasi se dodajajo, kot je budžet na voljo, se dodajajo še dodatni pohištveni elementi. Bivalni prostor je precej dolg. Svetloba prihaja zgolj iz dveh strani. Kako ste rešili ta problem naravne svetlobe skozi cel prostor? Res je, tale prostor je res specifičen. Svetlobo ima z vzhodne strani in zahodne, vmes je pa nekako ena taka temna
temnejši del, kar smo rešili že s samo razmestitvijo prostora. Tako da tisti elementi, ki potrebujejo več svetlobe, recimo kuhinjski pult, kjer se obdeluje hrana, in pisarna, so umeščeni tja, kjer je veliko naravne svetlobe. Recimo dnevni prostor, dnevna soba, kjer se pa gleda televizija, mogoče pač tudi naravna svetloba ni tako nujno potrebna, je pa umeščena v center, se pravi v najtemnejši del prostora. Gre za moškega, ki ni samo poslovnež, je tudi športnik, polno nekih igrač ima za različne športne dejavnosti. Kam vse to pospravi? No, to je še en zanimiv element. On si je zelo želel veliko garderobo in jo je tudi dobil. V prehodu iz hodnika v spalnico je soba, ki je posebej namenjena samo shranjevanju oblačil in športnih pripomočkov, kar velikrat moški ponavadi ostanejo zelo majhno omaro v kotu, ženska vzame garderobno sobo, no on ima svojo. In ki se potem izpelje lepo v spalnico, ki je tudi en zelo zanimiv prostor, ker je tudi zelo prostorsko omejena, ampak smo vseeno kreativno umestili noter tudi zelo veliko posteljo, ki se sicer tika radiatorja, ki pa smo ga ravno zato, da se pač ne fizično dotika radiatorja, ločili z eno lepo fronto. Katere stranke so pa bolj zahtevne? Tiste moškega spola ali ženskega? Za koga raje delate? Vsak ima malo drugačen pristop. Ženske ponavadi bolj mislijo, da vejo, kaj želijo. Moški imajo pa eno generalno idejo o tem, kaj oni bi, ampak pol puščajo več svobode za izvedbo v mojih rokah. Tako da, ne vem, vsak je po svoje zanimiv, no. V bistvu moški vemo, kaj bi radi, pa ne vemo, kako bi to dosegali. Tako, točno to. To je bilo za danes vse. Če vas zanima več, se po oddaji lahko preklopite na našo spletno stran www.tvambienti.si, kjer boste našli odgovore na številna vprašanja v povezavi z gradnjo, adaptacijo ter opremljanjem in se za piko na i lahko virtualno sprehodili po prostorih, posnetih s 360-stopinjsko kamero. Imejte se lepo, uživajte, vidimo se spet prihodnji teden, ko si bomo ogledali moderno hišo, ki ima geometrijsko zasnovan vrt, stanovanje opremljeno z originalnim antičnim pohištvom ter izvedeli, kako pridobiti subvencije za energijsko učinkovito obnovo večstanovanjskih stavb.